vem, kako je, ko se ti live sesuje, ko greš narazen, ko se pač ločiš, nisva bila poročena, ko praktično izgubil sem službo, ločil sem se, zbolel sem, včeraj na želodcu sem, v glavnem, praktično, ne bom rekel v enem tednu, praktično v enem tednu si mi live čisto sesul, totalno. In sem se potem začel spraševati, kdo je sploh sem, kaj sploh vse tle delam. Razumeš, imel sem res eno tako moško eksistencialno krizo. Sorry, če te sam tle ustavim, pa greva zdaj, ki gledaš nazaj, pa lahko res tudi podeliš. Se pravi, do tega tedna, ki se ti je live sesul. Kako si ti še živel, a veš, ker ljudje, ki ne živimo res strasti, ki nimaš tega klica v sebi, ki pač sam delaš zato, da delaš, ki ni neke vizije zadaj večje od plače konc meseca, pa da boš otrokom kupil, kar jim pač želiš kupiti, pa ženo pel vsake toliko časa na večerjo ali pa na zmenk, pa si urejal dom, pa avto, pa tako naprej, Ker pač ni une širše slike, kaj želim mogoče dati človeštvu ali pa kaj želim dati ljudem okrog sebe, skupnosti, kakorkoli, Sam, če malo nam orišeš ti stil življenja, ker nek stil te je mogel pripeljati do tega, da si se in ločil in izgubil službo in imel včeraj na želodcu, ker če skrbiš za tle gor pa za svoje telo, te pač skoraj da ne moreš priti do tega. Ja in ja pa ne. Ja, se rekel skoraj, se zna zgoditi, če pretiravaš v kakšne smeri, ampak ja. Jaz sem takrat v bistvu sem imel pač ta life, ki si ga opisal, se pravi služba, pa otrok, pa avto, pa naprej, Ampak nekako sem čutil, da to ni to, da je premalo enega veselja, premalo neke strasti tukaj, Takrat v obdobju sem zelo veliko laufal, veliko sem tekel, tudi teh malih maratonov, 21 sem pretekel, Tako da sem bil fizično, ful fit, neko obdobje. Ampak še vseeno sem videl, da to ni to. Nekaj mi je falilo, ne vem kaj, nekaj znotraj mene, a to je to, ali kaj, to je do konca life. Ne, mora biti več. Pa če te tle vprašam, sorry, ker te kar tako zmotil, veš, ampak samo tako, je zadnje namen, zakaj to naredi. Se mi zdaj tudi pomembno tle, mogoče se pretepsiš, čeprav razumem, si bil tudi ekonomsko dobro pozicioniran, glede na to, da si v marketingu, mislim pač predvidevam, da si rečo temu, ne vem zdaj, ali ti to ocenjuješ ali ne, ampak nisi bil glih reven, Drži. Bi rekel pač, Bil sem lepo preskrbljen. Ja, in obenem nesrečen, Zakaj hočem to poudariti, ker, a veš, jaz, ki vodim te oddaje, mislim pač delavnice za najstnike, Povprašam, katere dve stvari si želi 7,5 milijard ljudi na tem planetu. Večina od njih sprvi streli denar. Pol jaz rečem, da verjetno v amazonskem pragozdu denar ni prva zadeva, Sprav na koncu nekako jih pripeljem, da je sreča pa ljubezen, to se mi zdi, ki ima 7,5 milijard ljudi skupnega, pa vsakmu še devijera, kdaj je, mislim, načeloma nam je zdravje, ampak danes je tu malo več tega zaradi covida, ampak predtem ni bilo, in pol jim povem, ker reče je denar, če imaš denar, si lahko kupiš tudi srečo, in pol smo tle že imeli goste, ki so ga tudi imeli, pa si ti, pa boš zdaj lahko še malo več povedal o temu. Je pomemben za naš del sveta, definitivno brez njega pač ne moreš živeti, mi nismo navajeni živeti od narave, tudi če bi nas zdaj sredi gozda, večina nas ne bi preživela. Ampak vseeno, iz tvoje izkušnje, ki nam je zdaj tu sem hotel poudariti, se pravi, da se sliši, da zadnji rečemo ekonomski status precej dober ali pa zelo dober in potem zraven pa te neki prazni oziroma ti ne daje unga naboja. To se ti zgodi, če, bom rekel, zaviješ v življenju lih na nepravo pot, na tisto, ki je bolj udobna, ki ti da neke bolj kratkotrajne, te kratkotrajno zadovolji, ampak ti nekako veš, da to ni to, pol pa nekako rezultat na ven
pa zgleda, da je fajn. Se pravi, na ven, če nekdo pač, ne vem, je uspešen, pa ima obleko, pa kravato, pa dobro službo, ne, to ni to. Pri meni to ni bilo to. To nisem bil jaz. Se je bilo pa za To tebe, ni ker bilo so to. te verjetno ljudje okrog tebe so te pa videli, lega Marka, uspešnega človeka, dobro situiran, res poštiman fant, lahko bi rekel, dostikrat se Slovenci se znamo izraziti priden človek, veliko dela, družino ima, vse po regelcih, Tako je. vse kljubice so tam Vse je kljubca, ja. in Not pa praznina. Ni ga hujšega feelinga. Ni ga hujšega feelinga. Ampak to ne spoznaš takrat, ko to delaš, ko si v tem džiru noter, ne. Ja, daj mi povej, ker si v tem Takrat je- džiru bil, pa si, mogoče si imel tu pa tam ta feeling, S čim si ga zadušil v bistvu? Tako da sem šel laufat. Glej, dobesedno sem bežal od tega, ampak prav dobesedno, Jernej. Ja. Dobesedno sem bežal od tega notranjega feelinga. Ne? In sem bil res ful, bom rekel, v precepu, dva majhna otroka, kako bom vse to shendlal. Tako da stiske so bile ful velike, res velike stiske. Pol, ko je to leta 2012 razpadlo, pol je bila tudi depresija in vse te stvari, bom rekel, vse te korake, vse te, bom rekel, stiske sem nekako dal skozi, sem jih predelal. Ravno zato lahko danes pomagam ljudem, da se zbudijo in da grejo na to svojo pot tega svojega pešna in povem, lej, ne bo lahko. Ne bo lahko, res ne bo lahko. Ampak je fajn, da imaš nekoga ob sebi, ki je skozi ta sranje že prehodil.